Pomurskem dnevniku. Sprejem za najboljšega študenta. Starodobna vojaška vozila zavzela Pomurje. V centru mesta zagorel kombi. Kolone na cestah. Vreme jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minuli petek so na občini Turnišče pripravili sprejem za svojega občana, ki je postal najboljši študent Univerze v Mariboru. Univerza v Mariboru je namreč v sodelovanju z družbo Elektro Maribor že 4. leto zapored izvedla razpis za izbor za najboljšega študenta Univerze v Mariboru. In ta laskavi naziv je letos pripadal Luki Adaniču. Na razpis se je prijavilo 24 odličnih študentov. Njihove vloge je pregledala strokovna komisija, ki je na podlagi meril za ocenjevanje vlog izbrala najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Luku Adaniču, študentu prvega letnika magistrskega študijskega programa strojništvo na Fakulteti za strojništvo, ta nagrada pomeni motivacijo in zagon za delo naprej, pa tudi malo potrditev za več dosedanji trud. Samo v bistvu vse dosežke sem tako delal za svojo dušo, tako da je to samo ena formalnost za mene. Luka se lahko pohvali z uvrstitvijo med najboljših 5% študentov v generaciji. Od ostalih prijaviteljev izstopa tudi po tem, da ima v postopku prijave svoj patent. Najbolj me je ven potegnilo povprečje. Imel sem ga lani 10,0, tako da to mi je prineslo največ točk. Potem še tudi raziskovalne projekte, znanstvene projekte, raziskovalne in znanstvene članke. Bistveno razliko, ker drugi študent je pa bil moj cimer in edina razlika med nama je bila samo ta moj patent. Tako da ta ena točka me je potem pripeljala na prvo mesto. Za kakšen patent pa sploh gre? To sem ga razvil v bistvu v sodelovanju s podjetjem BSH iz Nazarja. Gre za eno novo rezilo na multipraktiko. Zanimiva zadeva, pa so se oni odločili kar patentirati, tako da to mi je tudi veliko čast. Na Lukov dosežek so zelo ponosni tudi v njegovi domači občini. Jaz sem presrečna kot županja in tudi kot osebnost vidim enkraten človek. Naj le tako ostane in upam, da ostane v Prekmurju, ko bo enkrat doštudiral oziroma doktoriral. Na občini Turnišče tudi s finančnimi sredstvi spodbujajo vse mlade pri šolanju. Mi imamo določeno kvoto finančnih sredstev, ki jih dodelimo študentom, ki končajo letnik ali pa študij oziroma magistrski in pa doktorski študij. V prihodnje pa želimo to obnoviti, prenoviti, mogoče kakšno aktivnost oziroma dodatna sredstva še dodati. Prav tako pa z ustvarjanjem vedno novih delovnih mest omogočajo mladim, da se po končanem izobraževanju vrnejo v domačo občino in se zaposlijo. Imamo gospodarsko cono, ki upam, da, ker še nismo šli z razpisom ven, letos napolnimo in da potem privabimo nove ume oziroma da ohranimo tisto, kar imamo in da damo našim ljudem možnost dobrih zaposlitev, kvalitetnih zaposlitev. Luka si želi ostati po končanem študiju v Sloveniji. Ali bo to v domači občini, pa zaenkrat še ne ve. Definitivno hočem ostati v Sloveniji, kje točno pa še ne vem, ker nikoli si ne delam nekih ciljev. Vsako stvar samo probam narediti čim boljša, z več energije kot vsi ostali. Se ti mogoče že ponujajo oziroma obetajo kakšne zaposlitve? Ja, to se mi že kar nekaj časa, samo še vztrajam pri šolanju najprej, pa potem delo. Bo še dovolj časa za delo. Luka Adanič je tako kot najboljši študent Univerze v Mariboru prejel denarno nagrado v višini 650 €, ki jo je podaril Elektro Maribor. V Murski Soboti so se minulo soboto že v dopoldanskih urah zbrali ljubitelji starodobnih vojaških vozil. Več kot 50 udeležencev je prišlo iz vse Slovenije, Avstrije, Madžarske in Italije, ter se spomnili na obdobje zgodovine, ki ne bi smelo biti pozabljeno. Seveda so s svojimi izstopajočimi vozili tudi med obiskovalci pritegnili nemalo pozornosti. Priložnost pa so izkoristili tudi za druženje in demonstracijo zmogljivosti svojih vozil. To je vojaški džip iz 2. svetovne vojne. Upravlja ga Cvetka Osterc, ki pa takoj napove vojno, ampak le svojemu možu. Ne sva velikega sovražnika, ker jaz sem zaveznica, vozim ameriški džip, moj mož ima nemški motor BMW Sahara,
se pravi Romerlov korpus in gnez sva sovražnika. A mož se žene s svojim puščavi prilagojenim zdaj že legendarnim motorjem Sahara niti malo ne boji. Vozilo, ki je znano kot eden najboljših prikoličarjev na svetu, izhaja iz Afrike in je prestalo že marsikaj. Ko je bilo nerestaurirano, pokazalo, da je bilo nekaj hudega. Resen je šlo po terenu in posledice vojne so se vse posod pokazale. A Jože jih je uredil, s sabo pa pripeljal tudi vojaška očala, ki so jih Nemci uporabljali na puščavskem pesku in soncu. Pozornost mimoidočih pa pri dobrih 25 stopinjah ukrade vojak v nenavadni upravi. Das war der Vorkämpfer, der ist vorgestanden und hat Aussicht gemacht, wie der Feind ist, und der hat Rückmeldung gegeben, weil er hat ausgeschaut wie ein Baum. Starodobnikom se pripelje tudi Tito. V džipu Willys iz 43. leta pa se pod volanom še vedno skriva orožje. Deli tega vozila so bili udeleženi v drugi svetovni vojni. Nekaj je tudi iz povojnih časov, nekaj bo tudi priromalo iz Francije, nekaj iz Dunaja, nekaj bo tudi iz Amerike. A ti starodobni lepotci ne slavijo vojne, kot bi se nepozornemu opazovalcu zdelo, ampak Ljudi opozarjamo, da je ta morija bila in na to morijo, da nikoli več človeštvo, ne samo v Sloveniji, nikjer po svetu tega ne bi bilo in nikoli do tega ne pride. in svojimi starodobniki tako skrbijo, da ljudje tega dela zgodovine nikoli ne bi pozabili. V soboto je v centru mesta prišlo do požara v kombiniranem vozilu, ki je uničil orodje v vozilu in opremo. V soboto zvečer je na Zvezni ulici zagorelo parkirano kombinirano vozilo. Po zadnjih informacijah je požar zajel tovorni del vozila, v njem pa uničil različno orodje in opremo. Požar so takoj pogasili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota. Vzrok požara zaenkrat še ni znan. Minuli vikend se iz Hrvaške proti Sloveniji vila kolona vozil, zaradi česar je na mejnem prehodu Gruškovje nastajal daljši zastoj. Vozniki so na vstop v Slovenijo čakali tudi do 1 uro. Posledično pa je bil povečan promet tudi v notranjosti države. Mnoge družine so zato izstopile iz avtomobilov in pot čez mejo nadaljevale peš. Minute v vročem avtomobilu so se vlekle kot ure. Ungefähr 50 Minuten sowas. Zgoščen promet se je vil po regionalni cesti do začetka Podravske avtoceste vse do Maribora. Circa 15-20 Minuten, es ist noch okay, aber wie mein Mann hinuntergefahren ist, war eine Stunde fast Stau. Das ist schon schlecht. Zgoščen promet je bil vse do Šentilja, na mejnem prehodu z Avstrijo pa so promet ustavljali tudi avstrijski policisti. Izvajali so namreč mejno kontrolo, ki je mnoge voznike spravljale še dodatno ob živce. Wenn wir alle österreichische Pässe oder deutsche Pässe haben oder wie auch immer, europäische Pässe, dann zeigen wir die nur raus und fahren durch. Aber es wird jeder aufgehalten, von jedem wird der Pass reingeholt, überprüft und geschaut. Also unnötig. A druge ni. Tudi najbolj razjarjeni vozniki so se morali sprijazniti in pot nadaljevati kot vsi ostali. V nedeljo je potekal jubilejni že 20. kolesarski maraton občine Tišina, ki se ga je udeležilo več kot 200 tekmovalcev. Kolesarji so se podali na 3 dolžine prog. Za najmlajše družine in nekoliko starejše je bila 17-kilometrska proga. Najstarejša kolesarja sta bila Kristina Varga iz Gradišča, stara 80 let, in Milan Rodič iz Sondišincev, star 81 let. Na 41 km dolgo pot se je podalo največ rekreativcev, med njimi tudi zmagovalec Luka Jablanovec, član kolesarskega kluba Tropovci in mladi up slovenskega kolesarstva, ter večina tekmovalcev najštevilčnejše ekipe Tondah, ki je štela 29 članov. Najtežja proga je bila dolga 101 km, bila je zelo zahtevna in s kar nekaj vzponi, najhitreje pa jo je premagal Žiga Horvat, prav tako iz kolesarskega kluba Tropovci. Spletni medij Sobota Info poroča, da se v resničnostne šove vse pogosteje prijavljajo tudi Pomurci in praviloma pridejo daleč. Več pa si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen in vetroven dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 21 stopinj, v Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 15 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 24 stopinj Celzija. Tudi v sredo in četrtek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo v zahodni Sloveniji. Jugozahodnik bo v četrtek oslabel. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 12 stopinj, popoldan pa okrog 24. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.